Zdaj sem star 55 let pa pol in ugotovil sem, da od tega bi moral biti že 55 let, pa še malo čez mrtev, raztrgan na koščke. Lepo pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci. Postni čas je med drugim čas premišljevanja, spreobrnjenja in odpuščanja. Je tudi čas odločitve za življenje, kljub trpljenju. Vse te besede našemu današnjemu gostu, Igorju Vojinoviću, niso tuje, saj se z njimi zaradi družinske zgodbe, ki jo je zaznamovalo boleče in prikrito vprašanje splava, srečuje vse svoje življenje. Del svoje zgodbe je delil v lanskem ljubljanskem pohodu za življenje, danes pa tudi v našem studiu. Ker sva z Igorjem novinarska kolega, se bova v tem pogovoru tikala. Igor, lepo pozdravljen in hvala lepa, ker si se odločil svojo življenjsko zgodbo deliti z nami in našimi gledalci. Pozdravljen, Marko, hvala za povabilo. Igor se je rodil v Vojvodini v narodnostno in versko mešani družini. Še pred razpadom nekdanje skupne države se je zaradi duhovnih vzgibov preselil v Slovenijo in nato v Ljubljani študiral novinarstvo. Delal je v turizmu, odnosih z javnostmi, na ministrstvu, v nadškofijski pisarni in misijonskem središču, pa tudi v tovarni. Med drugim je bil animator za otroke in mladino pri eni od katoliških duhovnih skupnosti. V Ljubljani si je nato ustvaril družino, tako da je danes mož in oče 2 otrok, kot samostojni novinar pa je sodelavec različnih katoliških medijev, tudi družine. Igor, kako bi opisal svoje odraščanje v svoji matični družini, v kateri si bil edinec? Ko sva se pripravljala na ta pogovor, si mi dejal, da si v času odraščanja nekako ves čas čutil, da nekaj ni v redu. Kako si to v sebi doživljal, čutil? Ja, verjetno vsak ima neke preizkušnje v svojem življenju in tudi izkušnje, kako je šel skozi to. Pri meni je bilo tako, kot si povedal, da je že odkdaj sem se zavedal, sem opazil, da nekaj pri nas ni v redu v primerjavi z drugimi družinami okrog mene ali pa družinami sošolcev, sorodnikov. Nisem pa vedel točno, ni mi bilo jasno, kaj, to je bilo neka napetost, nek nemir in zlasti neka praznina. Kot da nekdo, ki bi moral biti tu, pa manjka. Res je manjkal oče, moja starša sta se ločila, ko sem bil star 3 leta. Sem z očetom nekako je bil stik, jaz sem ga obiskoval, on je pisal, oglašal se je, slišala sva se po telefonu, pošiljal je darilo. Drugih bratov in sester nisem imel. V družini je bil tudi sicer alkoholizem, stari oče je bil kronični alkoholik, ampak to na naši vasi ni bilo taka redkost, ne. Tako da je ves čas nekaj viselo v zraku in odgovora dolgo časa ni bilo, kaj to je. No, in v iskanju tega odgovora, teh odgovorov, kaj zaznamuje vašo družino, si pa potem v času služenja vojaškega roka, pa potem tudi še kasneje, prejel mamino pismo. Dolgo menda kar 60 strani. In šlo je za njeno pretresljivo življenjsko izpoved, ki jo je naslovila Moja bolečina. Kaj je bila ta njena bolečina, ki jo nosila? Da, to pismo in eno in drugo, moja poln naslov je bil Moje kesanje, moja bolečina, moja prošnja. Ta njena bolečina jo je opisala tako, da je to povezala s tem, ko sta se ločila z očetom, se je oče zelo srečno poročil v drugo, tukaj v Hrvaški Istri si je našel ženo in postavil novo družino in je tudi mami želela seveda najti si moža, meni krušnega očeta in si urediti življenje. Po slikah sodeč je bila zelo lepa, imela je že končano medicinsko srednjo šolo in dobila službo v zdravstvenem domu kot zobni tehnik, kar je veljalo za en ugleden poklic za nekoga s kmetije, kot smo bili mi. In seveda ona je kot pisala, da je brez težav našla moške, s katerim je začela hoditi. Jaz se še spomnim te možakarje, ki so prihajali k nam, nekaj časa so bili, smo šli nekam skupaj, potem pa so izginili. Pa drugi, pa tretji, več jih je bilo tako. In ona opisuje, da hitro je dobila nekoga, vendar ko so izvedeli, da ima prikolico, to sem pa bil jaz, prikolica, pa so se majčkeno ustavili, prestrašili in še zlasti, ko je mami zanosila, pa so kar
pobrisali. Ne? Niso prevzeli odgovornosti, mami pa je ostala, že prišla na ta način do svojih 30 let, imela je veliko neuspelih zvez in žal tudi 3 splava in zelo, zelo ranjeno srce. Nenehno je ponavljala, zakaj sem nesrečna, zakaj me nihče ni opozoril, zakaj me nihče ni poučil o teh stvareh, niti družina, niti šola, niti cerkev, zakaj moram biti tako nesrečna in osamljena. In to sem jaz opazoval, pa mi ni bilo jasno, kaj se z mamo dogaja. In na podlagi tega, kar si prebral v pismu, si pravzaprav izvedel, da nisi edinec, ne? Da nisi bil edinec v družini. Ja, mami je opisala, da je torej imela 3 splave, očitno je ocenila, da sem že dovolj zrel, da mi je to povedala, zelo sem ji hvaležen. Takrat sem že zavestno živel svojo vero in sem tako izvedel, da imam pač 3 sestrice, ne? 3 sestrice in da nisem bil sam. S tem pismom mi je tudi odgovorila na vprašanje, ki mi nikoli ni bilo jasno, da nekdo manjka, odkot ta praznina, odkot ta nemir v družini. Kajti splav vedno pušča za sabo posledice, občutne posledice, ne samo na tistega, ki ima izkušnjo splava, ampak tudi na njegove družinske člane. Kako pa si ti doživel to njeno postabortivno izkušnjo? Za njo je bilo seveda to en čas preizkušen in tudi ni govorila o tem, ne, s tabo seveda toliko kasneje. Kakšne sledi je to puščalo tako v njej in na njej? No, to je mogoče najtežji del mojega življenja, kajti pred mojimi očmi se je njeno zdravje, danes vemo, da gre za postabortivno travmo, slabšalo iz dneva v dan praktično. Ne. Ona je najprej se je začela zelo postopoma in je začela slišati glasove. Sva šla po mestu in se je ustavila nad vodovodnimi jaški, naprimer, počepnila in pravi, da sliši glasove duš iz vic. In je začela moliti na glas. Sred mesta, jaz sem bil tam 10-letni otrok zraven, ljudje so gledali, kaj je to. Potem po noči se je začela prebujati in pravi, da sliši krike splavljenih otrok. Takrat še nisem vedel, da je imela to izkušnjo tudi ona, ampak tako je govorila. Na kar je začela pisati po knjigah, najprej po knjigah, potem po zidovih, potem po omarah o teh stvareh. Začela je ponavljati, zakaj me nihče ni opozoril, kot sem že rekel, ne, zakaj se mi je to zgodilo, zakaj je to vse prepuščeno naključju. In njeno zdravje dobesedno se je sesulo. Ona preprosto je duševno zbolela in se je morala začeti zdraviti. Pa v tem obdobju, ne, ko je imela te težave, o katerih govoriš, če si jo vprašal, kaj je narobe, nisi pa še vedel takrat za splave, ti je kaj odgovorila oziroma ti je kaj nakazala, kaj se dogaja v njej? Jaz sem predvsem mislil, da gre za težave, ki jih je imela s svojimi starši. Kajti ni se ji uspelo poročiti, bila je že v 30-ih in njeni starši, moji stari starši, je niso več nekako sprejemali, tudi niso znali ravnati z njo. In to sem pripisoval temu. Dolgo pa, dokler nisem prejel pismo, pa res nisem vedel, zakaj gre. Potem pa opisuješ, ne, da je prišlo leto 1983, ko je odšla v Medžugorje, kjer je doživela, kot tudi sam praviš, dotik Gospodovega usmiljenja in preporod. Opravila je življenjsko spoved, spoznala tudi težo storjenih splavov. Kako pa je to spremenilo potem njeno življenje? To je bila pa res taka sprememba, da sem jaz zelo hvaležen Bogu, da sem bil priča temu. Namreč kljub vsemu trpljenju, ki ga je prestala ona, pa tudi jaz zraven nje, ko sem moral to gledati, je ona doživela res dotik Božje milosti. In to v Medžugorju, ona je namreč bila prepričana, da ima raka na pljučih, ne, in je iskala pomoč in je šla k enemu zeliščarju, tedaj znanemu zeliščarju, ki je deloval na planini Romanija nad Sarajevom v Bosni in Hercegovini. Tam so najbrž bili verni in so slišali, da se v Medžugorju prikazuje Marija in da se dogajajo čudeži, tudi čudeži ozdravitve, takrat so že začeli o tem govoriti. In ona ni bila kaj dosti verna, še tak tradicionalna neka vera je bila. In je odvihrala tja, misleč, da bo našla pač neko zdravilo.
In tam se je zgodil tisti čudež, ne da je videla Marijo ali karkoli podobnega, ampak čudež iskrene svete spovedi, ki je trajala menda 2-3 ure pri fra Slavku Barbariču, eni poznajo. In na koncu te svete spovedi pravi, da je videla, kako iz nje ven gre ena ogromna zelena kača, ki je zbežala iz nje. Ne. Zdaj ne vemo, kaj je to bilo, ampak v vsakem primeru je doživela to milost spreobrnjenja. Od takrat ona se je tako navdušila, tako spremenila, da je ostala tam, je mene potegnila iz Vojvodine dol, da smo šli in smo tam živeli eno šolsko leto v Medžugorju. Takrat še ni bilo vsega tega romarskega navala kot danes. In smo tam živeli pri eni stari gospe, smo sušili tobak, smo delali vino, res spoznal sem čudovite ljudi, tisto kulturo in tisto vero, in sem tudi sam začel redno moliti, hoditi k maši. Ampak njena bolezen, poklicali so jo nazaj zaradi invalidske penzije, kajti to se ni dalo tako, ne, kar nekam iti, in smo se morali vrniti nazaj. Vendar ta sprememba se je nadaljevala tudi potem, ko smo se vrnili. Ona je dejansko začela hoditi k sveti maši redno, pogosto k sveti spovedi, doma je molila rožne vence. Potem je začela delati z dobrodelnostjo. Mi smo imeli veliko hrane, ker smo imeli živino in polja, in je začela hrano raznašati po vasi, zlasti enim revnim, ene vdove obiskovati. Potem, ko je išla tista ilustrirana Biblija rdeča, ki je tudi v slovenščini išla, je tudi tam išla v hrvaščini in je kupila ogromne količine te Biblije in je zapravila celo bogatstvo, da je razdelila po vasi in po sosednjih vaseh. Tako da res eno pristno spreobrnjenje, ki ne temelji na nekih mističnih doživetjih, ampak na sveti spovedi, na zakramentih, na dobrodelnosti, na širjenju Božje besede, in zlasti je vsem ponavljala, kot je tle napisala, ne grešite ljudje, kot sem grešila jaz. In je to je na nek način tudi začela delovati. Pro-life bi rekli, pa takrat še nihče ni govoril o tem. Ja, in je to bilo neverjetno zagledati. Tako da sem prav hvaležen Bogu, da sem lahko videl en tak čudež, enega iskrenega, pristnega spreobrnjenja. Tudi mene je seveda kot najstnika pripeljala v naročje cerkev, vključila me je v mladinsko skupino. Tam je delovala ena čudovita mladinska skupina iz skupnosti Marijino delo, še zdaj smo prijatelji, in tako se je tudi moja duhovna pot praktično začela in nadaljevala skupaj z njeno. Omenjaš pa še en pomemben dogodek v sklopu svojega pričevanja, in sicer, da nekoč pri molitvi pred kipom Lurške Matere Božje doživela eno posebno milost. Ja, to je bilo pa res neverjetno. Opisala mi je, da je, kot je ponavadi po maši, se je ustavila pri kapelici, ki je ob naši župnijski cerkvi. Se je v enem trenutku zazdelo, kot da je Marija prišla ven iz kipa in ni prišla sicer sama, ampak s sabo pripeljala 3 čudovite deklice. Eno rjavolasko, eno svetlolasko in eno črnolasko, tako piše. In je Marija naj bi rekla: "Glej, Melanija, to so tvoje 3 hčerkice. Vse je v redu, odpuščeno ti je, bodi pri miru." V tem smislu nekaj, ne. Ona je potem odšla v Marijino svetišče, Vodica, ki ga imamo nedaleč od naše vasi, in je takoj krstila, kot pravi, te 3 hčerkice, v smislu dala jim je imena, dala za sveto mašo in je od takrat naprej bila pomirjena glede te izkušnje splava, bolj kot prej, ne. Čeprav je nadaljevala s kesanjem in z obžalovanjem. Je pa na tej svoji poti spreobrnjenja in potem tudi svojega zavedanja, kaj se je v življenju zgodilo, zelo rada in pogosto prebirala pa Psalm 51 iz Svetega pisma. Ja, ja. Tako da tudi s sabo si prinesel svetopismo, in bi ti, Igor, na tej točki povabil, da morda prebereš kakšen del iz Svetega pisma, ki ga tudi sam menda zdaj pogosto prebiraš. Ja, ona je to vsak dan v svojem kesanju iskrenem molila, v hrvaščini sicer, ker tudi v rusinščini, to je moj materni jezik, ni še bilo toliko na voljo. In to, kar je pogosto ponavlja, da sem se jaz kar na pamet naučil v hrvaščini. Mogoče je dobro, da ga preberem, ker dejansko odraža to, kar sem gledal v teh letih njenega spreobrnjenja, ko je molila. Usmili se me, o Bog, po svoji milosrčnosti, po obilnosti svojega usmiljanja izbriši mojo pregreho.
Popolnoma me operi moje krivde in mojega greha me očisti. Zakaj svojo pregreho priznavam in moj greh mi je vedno pred očmi. Zoper tebe samega sem grešil in kar je hudo pred teboj sem storil, da se skažeš pravičnega svojim izrekom, brez graje v svoji sodbi. Glej, s krivdo sem se rodil in z grehom me je spočela moja mati. Odkritosrčnosti se veseliš in v notranjosti me učiš modrosti. Daj mi slišati radost in veselje, naj se vzradujejo kosti, ki si jih potrl. Dejansko se je mati zradovala teh milosti, ki jih je dobila. Obrni svoj obraz od mojih grehov in vse moje krivde izbriši. Čisto srce, o Bog, mi ustvari in duha stanovitnosti v meni obnovi. Ne zavrzi me izpred svojega obličja in svojega svetega duha mi ne odvzemi. Vrni mi veselje nad svojim zveličanjem in duha velikodušnosti v meni utrdi. Moja daritev, o Bog, je skesan duh, skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ. Dejansko sem ta skesan duh videl, kaj to pomeni. Veliko solz, veliko klečanja na kolenih mame, ne? Je to res, nikoli ne bom Bogu dovolj hvaležen, da sem bil priča tega. No, pozneje so materi diagnosticirali paranoidno shizofrenijo, ampak kako, ko si gledal čisto tako laično kot najstnik, pa potem tudi, ko si izvedel za to svojo zgodbo matere, kako si pa ti videl, da ona živi s tem križem, s to težo po spreobrnenju, ne? Ko je pa dejansko začutila to božjo ljubezen, vendar greh še vedno nekako ostane, ne? Ta teža na nek način še vedno ostane v človeku. Ja, ostane. Danes vemo, da splav povzroča med drugim lahko tudi duševne bolezni, to je dokazano in veliko je poročilo o tem. Najbrž ta bolezen se je pri njej pokazala že dosti prej, že takrat, ko je slišala glasove, torej to je verjetno vse pomešano že od prej. In očitno je kelih trpljenja, ki je bil dodeljen, še ni bil napolnjen s tem spreobrnenjem, ne. In je dejansko se njeno zdravje slabšalo in smo morali jo peljati. Jaz sem jo moral peljati na psihiatrijo večkrat, parkrat tudi na silo celo, kar je strašansko trpljenje za enega otroka, zlasti v mladostnih letih. In potem se je vrnila nazaj in ker pa se ni uspela redno držati farmakoterapije, na koncu izpadlo, da smo jo mogli peljati, da sem jo jaz mogel peljati tudi v zavod, kjer je ostala do konca življenja. Kajti drugače se preprosto ni dalo pomagati. 10 let smo vsi poskušali, tudi ona, da bi se zdravila na domu, pa to ni šlo. Ampak nekako, tudi to je pa novo presenečenje, ne? Bi rekel, človek, končala je tam, kjer nihče ne bi želel končati, in vendar tudi tam sem jaz ugotovil, ko sem skozi vseh teh 26 let hodil na obiske, da je Bog navzoč tudi v zavodih za duševne bolnike, tako kot je navzoč tudi v drugih krajih, kjer je veliko trpljenje. Ti ljudje, ki tam živijo, to so kot angelčki. Duhovnik je rekel, oni ne morejo več grešiti. In to zdaj opaziš tako, da dejansko imaš opravka, kot da so otroci, ne? In zdaj pri primeru moje mame, ki je še dala skozi proces iskrenega spreobrnenja, je še posebej, ona je tudi tam sijala nekako, ne? Je bila res nekdo, ki tolaži druge. Ko smo bili v Medžugorju, sem pozabil povedati, da je vedno želela tam ostati in ustanoviti en dom za uboge nesrečnike. In je tam rekla, no, to je moj dom za uboge nesrečnike, ne? In sem ji rekel, mami, daj, ti lahko si osmisliš življenje tako, da mogoče potolažiš koga. Rekla je, dragi sine, kaj pa misliš, da počnem vsak dan tukaj? Točno to je počela in je tudi našla par ženic, s katerimi je molila rožne vence, hodila je k maši, ko sem jaz prišel na obisk, smo uredili, da je šla k maši, posneje, ko ni več mogla, sem duhovnika pripeljal. Res se je darovala, tako da je tolažila druge, da potem je celo ustanovila krožek molitveni, to je eno, in potem je ustanovila tudi krožek za telovadbo, ker so slabo imeli organizirano telovadbo in je tam veliko sedenja, ležanja. Tako da je skušala to, ampak bolj kot vse to, se me je dotaknilo, da je ona večkrat govorila, jaz to darujem za zadoščenje za moje grehe, kot pokora za svoje grehe, svoje mladosti. Potem je začela govoriti, da to daruje za spreobrnenje grešnikov, za zveličanje duš in na koncu samo je še rekla za cel svet.
dejansko je v tem videla svoje poslanstvo in življenjski smisel. Ne? Čeprav je bila v zavodu 26 let, kot praviš, Ja. sredi lanskega novembra se je pa sklenila njena življenjska pot in kako simbolično na nek način, tik pred izvedbo referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Igor, če lahko nekaj stavkov poveš o tem, kako se je njena življenjska pot sklenila oziroma kako se je poslovila z tega sveta. Torej, ona je v času pandemije COVID-19 dvakrat dobila koronavirus in od takrat naprej je postala ležeča v oddelku za bolnike, ki so bili ležeči, ni več mogla hoditi. Je začela, tako da enih 5 let je trajala 4 leta je trajala ta kalvarija, da je bila v postelji ležeči bolnik. Pa vendarle, kljub temu so imeli zelo radi, ker je tako bila hvaležna, preprosta kot angelček, tako sijoča in res še zdaj mi prihajajo vtisi in spomini nekaterih izmed osebja, s katerimi smo ostali v stiku. In je to sprejela. Ona nikoli ni govorila, joj, to življenje je za nič, to življenje najraje bi umrla, zakaj sploh živim, nič podobnega. Pa res, če kdo, lahko bi to rekel, to so bolniki, ki so in telesno bolni, in duševno bolni, in zaprti. Ne? Ona pa nikoli. Ravno nasprotno je rekla, jaz komaj sem začela živeti, ne? In je tako nekako bila zelo optimistična. Zadnja 2 dneva pa je tudi ona dala skozi tisto trpljenje, tisto smrtno stisko, ko je težko dihala. Ne? Ampak nekako jaz sem videl, da Bog da milost tem ljudem, tudi takrat. Da milost. Negovalka Judita, ki je bila ob njej, ko je umrla, nenadoma, pa je rekla, da pa sam trenutek odhoda in malo pred tem je bil tako neverjeten, tako kakor da bi jo angeli odvedli. Ona se je popolnoma umirila in izdihnila kot, ne vem, kot blažena. Ne. To je rekla negovalka Judita, ki je zraven nje bila, ki je rekla, vsak bi si želel tako umreti. Tako da je očitno dobila to milost odhoda, rojstva za nebesa, ne vem, res kot neka krona tega njenega življenja. In ostaja mi njen zgled, kako je znala sprejeti to trpljenje, ta svoj križ, ne, ki je veliko težji od teh križev, ki jih imamo mogoče mi, in si ne predstavljamo niti, kaj to pomeni biti 26 let v takem zavodu. Ne. In je dejansko sem to objavil tudi na Facebooku, ker ravno takrat je bila kampanja pri nas, sem objavil, kako je mami dostojno umrla in kljub temu je dostojno sprejela svoje trpljenje, svoje stanje, celo darovala, je našla nek smisel. In sem se ji zahvalil za ta vzor, ne, in sem jo prosil, naj moli za Slovenijo, naj prosi, da zelo evtanazija ne pride v to družbo. Ja, tako, ne, jaz imam na Facebooku nekaj objavim, pa imam tam 20 ogledov, pa 3 všečke. Ne. Ko sem pa objavil to, pa sem imel 137,000 ogledov in enih par 100 delitev in tako naprej. To je nemogoče. Jaz mislim, 137,000, to je nemogoče doseči. Ne. In je res, iz tega sem videl, da je res tudi ona dala svoj majhen prispevek, da je v Sloveniji ta zakonodaja vsaj do takrat, da ni šla naprej. Ja, kako človek pričuje svojim zgledom in svojim življenjem, ne se pokaže ob takih trenutkih. Se mi pa zdi izjemno zares pretresljiva misel, ki jo je govorila menda med obiski, kot praviš, ko si obiskoval. Če ponovim, ta njen citat pravi, starost ni radost, ampak če niti mladost ni bila radost, potem je življenje ena velika žalost. Ja. Igor, kako si ti potem, poznavajoč vsa dejstva, vse stvari, ki si jih izvedel, izhajajoč od svoje mladosti, pa potem prek pisma, o katerem si govoril, in skozi vse življenje, ko si jo obiskoval v zavodu, kako si ti gledal na njeno življenjsko pot in kako si se konec koncev seveda tudi ti soočil z njenimi dejanji? Na njeno življenjsko pot sem gledal kot na eno zgodbo, eno dramatično zgodbo, ki jo na takšen ali drugačen način mnogi naši sodobniki, mnogi ljudje dajo skozi. In to je dramatičnost naše svobode in ki nam jo je Bog dal, in našega življenja, ki je, kadar je oddaljen od Boga, v kakšne zablode lahko zapade.
In tudi po drugi strani, kako Bog ima rad nas, in kako ima rad vse ljudi in kako vsakemu da priložnost, da se vrne nazaj. Ne. In tako da je mami dala skozi res tudi tisti del, ki ga mnogi sodobniki dajo z ogromnimi napakami, ne, med katerimi je mogoče najhujše splav, ampak so tudi druge stvari bile, ki jih nisem opisal. Obenem je prepoznala milostni trenutek in z vsem srcem se je odzvala na njega, nenazadnje je sprejela tudi en od najhujših križev, ki lahko človeka doleti. Tako da sem ji hvaležen za ta zgled, kljub temu, da je zame bilo zelo boleče. Jaz sem 40 let moral skrbeti za duševno bolno mamo, nisem imel pomoči očeta, nisem imel pomoči bratov, sester, niti kaj dosti sorodnikov. Ko sem se poročil, mi je žena pri tem dala čudovito oporo, ampak večina stvari je bila na meni. Ne. Tako naprej in sem Bogu hvaležen za to, kajti nimam niti najmanjšega dvoma, da je v nebesih celo socialna delavka, ki jo skozi večina časa v domu spremlja, mi je zapisala pred kratkim: ja, Melanija je bila prava gospa, tiha, skromna, plemenita in čiste duše. Ne dvomim, da si zasluži raj. To je napisala vodja tega zavoda, strokovni vodja, socialna delavka, ki ni kaj dosti verna, ne, ampak je bila tudi ganjena s to mamino izkušnjo in smo še v stiku. Tako da, hvala Bogu za to. Ja, seveda, ta življenjska zgodba je zaznamovala tudi tvoje življenje, ampak bi se pa na tej točki osredotočil še na en trenutek v tvojem življenju, in sicer dokaj pozno, ne, v svojem življenju, tam pri 40 nekje, si izvedel pa za še eno pomembno podrobnost iz svojega življenja, ki ti je povedal pa tvoj oče. Ja, tudi očetu sem zelo hvaležen, zato zelo podpiram idejo, da bi starši otrokom povedali, kadar je v družini kaj takega hudega se zgodilo, ne, splavi, umori, karkoli podobnega. Kajti to pomaga, seveda, ko otrok dozori, ko odraste, kajti to pomaga razumeti potem svoje težave, ne, ki puščajo posledice. Ja, jaz sem takrat izvedel, da bi moral biti že, zdaj sem star 55 let in pol, da bi že 55 let moral biti pod zemljo, ne, mrtev, nekje v nekem odpadu, raztrgan. Ne. Torej, šlo je za mene. Oče mi je pred enimi 8 leti povedal v enem lepem trenutku, ko sva se pogovarjala, da ko sta me spočela z mami, sta bila zelo nestabilen par, nista bila še, odnosi niso bili glih stabilni, nista bila prepričana, da se bosta poročila. Oče ni imel materialno vprašanja rešena, mami je sicer imela službe, ampak on še ni. Mamini starši so ga popolnoma zavrnili, ker mami je bila Rusinka iz katoliške družine, on je bil pravoslavn oziroma niti ni bil veren, je bil druge narodnosti, Srb, ne, in so Rusini kot zelo ponosni kmetje, to so rekli, pa kaj si nisi našla nekoga od naših, ne, recimo ta nacionalni element je bil zelo močan in so ga zelo zavrnili. Pa še poet je bil, ne, pesmi je pisal, strojnik, tako da oni so pa pričakovali zdravnika, ne. Seveda, to je bila njihova napaka in tudi torej ena velika negotovost, in ko je mami zanosila, čeprav sta se imela zelo rada, nista pa bila pripravljena za otroka, torej za mene sprejeti, in sta se odločila za splav in sta že menda rezervirala termin in na ta način sta želela si dati več časa. In to je skoraj, da se je zgodilo, namreč takrat je splav v Jugoslaviji, glih tisto leto je Jugoslavija sprejela tisto sramotno rezolucijo o načrtovanju družine, kjer je splav povezala z človekovimi pravicami, in to je postalo moda, to so po tekočem traku začeli delati. So se hvalile ženske, pravi mami v zdravstvenem domu, kjer je delala, kjer je več naredila splavov, ne, katastrofa. No, in kako pak se je tudi ta ideja hitro njima porodila, vendar sem preživel, ne, se je nekaj zgodilo, da sem preživel. Ja, menda je ena ključna oseba, ne, tukaj odigrala svojo vlogo, ki je zaslužna tudi za to, da je danes Igor tukaj z nami v studiu in pripoveduje to zgodbo. Ja. Kdo je bila ta oseba, ki je na nek način zavrla ta postopek, morda ne vede čisto, ne, ampak se je potem zgodilo tako, kot se je. Ja, kot sem ti povedal, to je bila moja baka, babi Cvetka, pravoslavna babi, očetova mami, ki pa je
bila taka preprosta, dobra ženica, Bosanka, ki je pa ohranila še nek čut, naravni čut za življenje. Imeti vnuke, otroke, to je bila za njo vrednota, tudi če jih je 20. Ne. In ko je ona slišala za to namero, ona se je zelo veselila, da se je moj oče, da si je našel tako lepo punco in da in še medicinko povrh, to je bilo ugledno takrat. In je bila vesela, da bo imela še enega vnuka. Ko je pa to slišala, da namerava ta splav, pa je rekla, kaj, vam je hudič zmešal glavo, ste znorela in je začela se prepirati z očetom, da naj to ustavi, da to ni šanc. Zdaj pa moja dva sta bila že odločena, nekako. In tako, da nista odstopila od svoje namere, zlasti oče je tle bil zaskrbljen. In ko je babi to videla, je zagrozila očetu, če boš to storil, se te bom uradno odpovedala, mu je rekla. S papirji, pravi, na občino bom šla in ne boš več moj sin. No in pol so se še prepričevali in kregali in prepirali in jaz sem že, čas je tekel in je že bila 3 mesece, sem bil še starejši od 3 mesecev in je to bil, se mi zdi, takrat rok 3 ali 6, zdaj moram preveriti še, potem ni več bil možen splav tudi takrat, ne. In tako je, tako sem preživel splav in je življenje zmagalo tudi po zaslugi moje babice in po zaslugi angela varuha, seveda. Tako da sem zelo hvaležen babici, ne, in koliko so vredni naši stari starši, ne, ki imajo čut za življenje, ki so pripravljeni za življenje se darovati in ga ohranjati. Dejal si, ne, da ti je to podrobnost povedal oče, ne tako dolgo nazaj. Si potem tudi o tem govoril še s svojo mamo? Ne, to pa nisem, ker ona je že takrat počasi začela že malo demence, se mi zdi, da je dobila, in je tudi, jo nisem želel obremenjevati s tem več, ker ona je svojo kalvarijo dala skozi svoje iskreno kesanje, nisem ji želel še eno bolečino, ker če bi želela, bi mi sama to povedala, ona to očitno ni imela moči mi povedati, ne. Je pa oče zbral to moče bolj direkten, neposreden. Malo mi je to nerodno povedal, tako da me je kar močno presekalo na pol še to, ki je tako povedal, kot da je to nič posebnega, ne. Ampak je že računal s tem, da sem že odrasel, ne. Tako da sem mu vseeno hvaležen. Mi pa je, ko sem to zgodbo omenil Patrici Sandoval, tej mednarodni pričevalki, ki je tudi tle pri nas bila in sem z njo imel intervju za družino, in na koncu pogovora je rekla, dajmo zmoliti, ona to vedno pove tudi novinarjem. No in po molitvi je rekla, zelo močno sem začutila navzočnost tvojega angela varuha, on te je rešil pred splavom, ne. Tako kar tako povedala, rekel, zahvali se mu, ne, zahvali se mu. Ja, bom, hvala za to spoznanje, bom. Ne, takoj zdaj se mu zahvali, takoj zdaj in smo mogli kar takoj zmoliti nekaj, zahvaliti angelu varuhu za to, da me je rešil. Tako da evo, Bog deluje tudi preko naših babic in tudi preko naših angelov varuhov, verjetno, ne. Ja, omenjaš babi Cvetko. Kakšen odnos pa sta imela potem z babi Cvetko? Se kaj spominjaš teh trenutkov, oziroma si imel priložnost sploh biti od nje kaj veliko? Ja, očitno so me pogosto pošiljali k njej, starši potem, ne, potem, ko je ona to dosegla. Sem veliko časa prebil pri njej. Ja, boljš kot nekako več, to je bila taka ljubezen, da jaz ne znam opisati, res. To je bila ena sama ljubezen, res. Jaz sem jo res oboževal, mene pogosto smo bili skupaj, on pa pri njenem drugem možu, tudi v njeni družbi, in skoraj mi je bila kot druga mati. Saj dejansko mi je bila na nek način, jaz sem to šele pozneje spoznal, ne. Zato so babice in dedki dragoceni. Dejansko, in ko je pred smrtjo, se spomnim, da pred smrtjo je zelo rada z mano molila Oče naš v pravoslavni različici, ne, ker sem jo znal, ne. Tako da je tudi ona se poslovila potem na nek način tako zelo duhovno. In je še zdaj ta odnos z njo nekako ti spomini na babico so skoraj tako kot spomini na mamo. Polni hvaležnosti, da sem jo imel in da je naredila to, kar je naredila. Morda, Igor, zdaj res eno vprašanje, ki bo zelo osebno, tudi neposredno, pa vendar. Kako pa si se ti soočil s tem občutkom, da si bil v nekem trenutku življenja svojih staršev nezaželen in da te nista hotela in želela sprejeti zaradi seveda različnih življenjskih okoliščin, in kako je
o tem danes odprto govoriti? To je dejansko bolelo. Taka stvar ti zamaje samozavest, samozaupanje, ne veš, imaš občutek, da si nezaželen. Jaz sem imel celo življenje občutek, povsod imam občutek, da sem nezaželen, nesprejet. Ne, recimo, ne. Povsod imam strah, da me bodo splavili, ne, recimo, zavrgli. To je ena izmed takih, recimo, posledic tega in to sem mogel sprejeti. Torej, je bolelo, čeprav, ne vem, vse pripomore k dobremu tistim, ki Boga ljubijo. Ne. Meni je dejansko milost vere pomagala, da sem to predelal, kolikor sem lahko predelal. Mami je pomagalo kesanje, zato je pogosto ponavljala: iskrene solze kesanja so moje zdravilo, in tudi dobra dela, ki jih je po vasi delala in potem še v domu, in to, da je darovala. Meni pa je še pomagalo tudi v Sloveniji, zdaj že nekaj let deluje Rahelin vinograd, duhovne vaje, ki je prav namenjen osebam z izkušnjo splava in svojcem, ali pa preživelim splava. In jaz sem padel v to kategorijo oseb, ki so preživele splav, v tem smislu, da so bile namenjene. In te duhovne vaje so mi res pomagale ozavestiti vse to, iti skozi ta proces ozaveščanja, razumevanja in tudi odpuščanja. Tako da sem odpustil staršem, našel sem moči že prej, verjetno, ampak še posebej na teh duhovnih vajah zavestno odpustiti in se tudi povezati z svojimi splavljenimi sestricami. Ne? Tam, recimo, zato imam tole svečo, kjer piše: nekoč bomo skupaj. Ne, to ti da, pa tudi recimo ena taka stvar mi je bila zelo všeč, da potem dobiš taken certifikat življenja za splavljene otroke. Mami je naredila to, pa ni vedela, da jim je dala imena Ana Marija, Kristina in Budimirka. In dejansko je to ena izmed čudovitih korakov, ki ti pomagajo, da se zacelijo te rane, zavedne ali nezavedne. Ja, tudi zato smo uvodoma rekla, ne, da je postni čas premišljevanja, spreobrnenja, tudi odpuščanja. Dejal si, da si šel skozi to, pa se ti tudi še danes dogaja, da imaš občutek, da še nisi odpustil popolnoma, oziroma da še vedno v tebi nekaj tli, da bi se še moral recimo pogovoriti, da bi še moral odpustiti. Te žre ta občutek? Ko sem bil v Medžugorju, sem pomagal stari gospe cepati drva s sekiro. In enkrat sem namesto drvo užgel po tem prstu, ne? In sem si ga skoraj odsekal. Rana se je zacelila, ampak tukaj se še vidi tale madež, ne? Recimo še iz leta. Ne? In se mi zdi, da je podobno s temi stvarmi. Nekaj ti ostane in s tem moraš živeti, ne? Tako kot z očali moramo živeti očalarji, ali pa z invalidnostjo, tisti, ki so invalidni. S čustvenimi ranami. Jaz mislim, da vsak gledalec lahko pogleda, kakšne pa jaz imam čustvene rane, ker vsak ima nekaj. Redko kdo, da nima. Ne? In se mi zdi, da še s tem živim in preprosto vzemi svoj križ in hodi za menoj. Je za mene tisto vodilo, ki me že skozi ves čas. In tudi, če kdaj še se mi obudi jeza na očeta ali pa na ne vem koga, na stare starše, ki so tudi imeli določeno vlogo pri tem vsem, vedno znova, sprejeti svoj križ in hoditi za Gospodom. Odpustiti vedno znova, če pride, se mi zdi, da je odrešujoče. Je ta pot, Igor, lažje tudi zato, ker si omenil recimo prej, da ko si se poročil, ne, da te na tej poti spremlja tudi žena, si tudi oče, da je pomembno o teh stvareh govoriti potem tudi v tvoji družini naprej, da tudi ostali družinski člani vedo in podprejo tebe kot moža, kot očeta. Kako pomembno je to, da lahko to deliš in o tem govoriš s svojo ženo, s svojimi otroki? To je odrešujoče. Res pomaga o tem govoriti, ker o tem ljudje ne govorimo, to je še vedno verjetno tabu tema. Hvala Bogu za vse ustanove in za življenje, ki danes obstajajo, ki pomagajo, da bi o tem spregovorili tudi v družbi, tudi na področju politike je to pomembno, da se sprejemajo taki zakoni, ki ščitijo življenje, ne, da pomaga zelo in tudi vsem svetujem, da se o tem govori. Ko sem spregovoril, podelil to svojo izkušnjo na pohodu za življenje, je bil zraven tudi moj sin, pa žena, so bili tam v množici,
In je sin rekel, on je najstnik 16-letni, je rekel, wow, nisem vedel, ne. Ni mu bilo enostavno, ampak po svoje se mu je zdelo prav, da se nekako je čutil čisto tako, pravi, da je prav, da se o tem govori, ne, in je on tudi pro-life že in tako. Si moramo to povedati, ker samo na tak način se ta zavest bo razširila, se mi zdi. In bomo nekoč, jaz sem prepričan v to, se čudili, kako je sploh bilo možno, da je družba tako podpirala tako strašansko stvar, kot je splav ali pa evtanazija. Mogoče v zaključku najinega pogovora, Igor, te prosim, če podeliš še mogoče tvoj nasvet iz tvoje osebne izkušnje. Njih malo najbrž, ki se srečujejo s podobno zgodbo. Torej imamo može, žene, odrasli že, morda tvojih let, kakšni tudi še starejši, ki so šli čez podobno življenjsko zgodbo, kot si šel ti, in se srečujejo s tem občutkom nesprejetosti, krivde, pomanjkanja samopodobe in to nosijo s sabo, to prtljago. Kaj bi jim ti svetoval? Kaj bi jim ti iz prve roke lahko povedal in dal tudi neko besedo spodbude ali pa tolažbe? Jaz lahko samo svetujem oziroma povem tisto, kar sem videl, da pri meni deluje in je delovalo. In to je, kar sem že omenil. Vzemi svoj križ in hodi za Jezusom. Pri tem pa mislim, tudi spoznaj svoj križ. Ne? Meni je dragoceno bilo, da je mami napisala, tukaj imam to še pismo s sabo, in sem spoznal, odkot ta moj križ, ne? Odkot to stiska, zakaj sem vse otroštvo moral doživljati takšne čudne okoliščine, ne? Zakaj nisem bil sprejet. Spoznaj svoj križ in hodi za Jezusom, ampak tlepo pa mislim tudi spoznaj Jezusa, ne? Spoznaj Boga, ker ti spoznal boš nekaj čudovitega, nekoga, ki je zdravilec, tudi takih ran med drugim, in ti bo pomagalo, da ne samo, da greš naprej, da predelaš te rane, ampak tudi, da daruješ. To je tudi vir enih milosti, se mi zdi. Kakor nahrbtnik, s katerim hodiš v hribe, je tudi ta križ, tudi ta rana je kakor nek nahrbtnik, ampak nahrbtniki so težki, ne? Težje je hoditi z nahrbtnikom, samo kako prav ti pride včasih, ne? Ko iz njega potegneš vodo pa hrano nekje tam v gorah. Podobno je, če imaš kakšno tako trpljenje od zadaj, ki ga sprejmeš in je tudi kot vir milosti, ki ga lahko daruješ Bogu, kakor nas uči naša duhovnost, in tudi lahko mogoče še komu pomagaš in razumeš druge ljudi, ne obsojaš, razumeš in skušaš pomagati, kakor lahko. Se morda tudi nate kdo obrnil po tem odmevnem res pričevanju na Ljubljanskem pohodu za življenje s kakšno podobno zgodbo oziroma da je želel podeliti tudi svojo izkušnjo na ta način? Takoj, ko sem prišel dol z odra oziroma s Prešernovega spomenika z mikrofona, mi je en možakar, ki ga nisem poznal, se mi je približal in smo potem preostali del pohoda skupaj šli in mi je razlagal to svojo zgodbo. Se pa je zgodilo tudi, da sem posredoval pri enim gospema okrog službe nekaj, ki sta tudi iz Hrvaške, in ko sta izvedela za to mojo zgodbo, sta takoj svojo zgodbo splav začeli govoriti, ne, kako je to v ljudeh močna želja o tem spregovoriti nekomu, ampak to ne moreš komurkoli, ne, samo nekomu, ki veš, da je dal skozi to ali podobno izkušnjo, in sem jih vse usmeril v bistvu na Rahelin vinograd in upam, da se bodo udeležili, ker je dragocena Božja pomoč. Ne vemo, morda se bo kdo obrnil nate tudi po tem pogovoru. Igor, najlepša hvala zares za tvoje pričevanje in besede, ki bodo morda še koga spodbudile, da v varnem okolju, ki je zelo pomembno, odkrito govori o svojih križih in preizkušnjah. Zares hvala lepa in upam, da tvoj, kot praviš, nahrbtnik, ne bo pretežak oziroma da bo znal nositi, tako kot vsak izmed nas, tisto, kar mu je položeno na križ. Hvala tebi in to želim vsem, ki imajo ta križ. Naj nihče ne obupa, Gospod je neskončen in vsakemu lahko pomaga. Hvala lepa, Igor. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ker ste spremljali ta pogovor in ker ste bili z nami. Vse lepo in duhovno bogat postni čas še naprej.